Lepo pozdravljeni v oddaji 7. Slovenija se je zadolžila za dodatni 2 milijardi evrov. Po napovedih o višjem DDV-ju do tega vendarle ne bo prišlo. Državni zbor je potrdil nov zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Tudi za občasna dela bomo prispevali v pokojninsko blagajno. Predstavili vam bomo superživilo iz konopljinih beljakovin v prahu. To je le del današnjih vsebin oddaje. Ostanite z nami. Z Ministrstva za finance so prejšnji teden sporočili, da se je Slovenija zadolžila še za 2 milijardi evrov, da bi poplačala obstoječi dolg. Skupni dolg Slovenije naj bi konec leta znašal že 29 milijard evrov, kar pomeni kar 81% BDP-ja. Leta 2008 je skupni dolg Slovenije znašal le 22% BDP-ja, leta 2013 pa že 72% BDP-ja. Ponovno zadolževanje Slovenije pomeni, da se je država očitno ujela v začarani krog, ko ni več sposobna odplačevati svojih dolgov iz rednih prihodkov. Ekonomisti menijo, da višina dolga še ni problematična, saj je dolg Slovenije primerljiv z dolgom ostalih držav v Evropski uniji. Je pa skrb vzbujajoča njegova hitra rast. Pred 6 leti je bila Slovenija med najmanj zadolženimi državami v Evropski uniji. Najvišji dolg v Evropski uniji ima Grčija, saj njen dolg znaša neverjetnih 160% BDP-ja. Sledita Italija z dolgom v višini 128% BDP-ja in Irska z dolgom v višini 126% BDP-ja. Najmanj pa je v Evropski uniji zadolžena Estonija z dolgom v višini 10% BDP-ja. Za primer povejmo, da dolg države v višini 29 milijard evrov pomeni, da je v povprečju vsak državljan Slovenije zadolžen za približno 14.500 evrov. Državni upravljavec cest Dars je imel v letu 2013 45 milijonov evrov čistega dobička, kar je največ v zgodovini te družbe. Dobiček je 94% večji kot v letu 2012, ko je znašal 29 milijonov evrov. Sicer je bilo v letu 2013 prodanih manj letnih vinjet v primerjavi z letom prej, vendar je bilo prodanih več tedenskih in mesečnih vinjet za osebne avtomobile. Kljub visokemu dobičku v letu 2013 je Dars še zmeraj zelo zadolžen, in sicer kar 3 milijarde evrov. Zaradi tega je vlada tudi podražila vinjete za leto 2014. Kljub predlogu finančnega ministra Uroša Čuferja, naj vlada zaradi razveljavitve nepremičninskega zakona zviša stopnjo DDV, se to ne bo zgodilo. Vlada se je že sestala in sprejela drugačne ukrepe, s katerimi bi lahko zmanjšala 200-milijonski primanjkljaj zaradi razveljavitve nepremičninskega zakona. Okoli 50 milijonov evrov bi privarčevali z manj razdeljenimi subvencijami gospodarstvu, dodatnih 50 milijonov dobili z varčevanjem v javnem sektorju, dodatnih 10 milijonov bi dobili z zvišanjem trošarin na alkohol in tobak, zvišali pa bi tudi davek na promet z nepremičninami in s tem dobili nekaj 10 milijonov.
Z majem bodo tudi v Ljubljani nove položnice za obračunavanje stekanja deževnice v kanalizacijo. V ceno bo vključeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda s streh. Plačevanje novega prispevka se bo zvišalo predvsem za tiste, ki imajo padavinsko odpadno vodo speljano v javni kanalizacijski sistem. Višina prispevka bo odvisna od velikosti strehe objekta ter povprečne letne količine padavin. Za večino se razlika na položnicah sploh ne bo poznala. Za tiste, ki bodo plačali nekoliko več, pa bo znesek višji od 1 do 3 evrov. Pomlad zvabi na plan veliko nabiralcev rastlinja. Med najbolj priljubljenimi v tem času sta regrat in čemaž. Pri nabiranju čemaža morate biti posebej pozorni, da ga ne zamenjate z jesenskim podleskom. Čemaž nabiralci sicer pogosto zamenjajo tudi šmarnico, belo čmeriko. Na ljubljanskem UKC-ju so letos že zdravili primer zastrupitve, ki je lahko tudi smrtno nevaren. Jesenski podlesek ima sicer precej ožje liste kakor čemaž, vendar pogosto rasteta skupaj in se tako podlesek navzame čemaževega vonja po česnu. Znaki zastrupitve s podleskom so huda driska, slabost in bruhanje. Zdravniško pomoč morate poiskati hitro, saj lahko že v 24 urah pride do resnih okvar organov. Če ste torej eni izmed nabiralcev čemaža, te sicer zdravilne rastline, bodite previdni. Klub slovenskih podjetnikov je konec marca vladi in poslanskim skupinam poslal predloge za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva. Elitni poslovni klub šteje 55 članov, predvsem direktorjev uspešnih podjetij, ki po besedah Uroša Slaka predstavljajo zdravo jedro slovenskega gospodarstva. Med njihovimi predlogi so tudi višje neto plače delavcev brez dodatne finančne obremenitve delodajalcev in izplačilo 13. in 14. plače. K boljšim razmeram v gospodarstvu bi po njihovem mnenju pripomogla tudi javna objava delodajalcev, ki ne plačujejo socialnih prispevkov. Prispevke pa bi konec leta 2016 omejili s kapico pri 3,500 evrih bruto na mesec. Z uvedbo poenostavljenega postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s takojšnjim učinkom želijo narediti prostor bolj motiviranim delavcem. Število odpuščanj bi bilo omejeno glede na velikost podjetja, delavec pa bi moral v 30 dneh prejeti odpravnino in nadomestilo plače za čas odpovednega roka. Z davčnimi olajšavami bi Slovenijo naredili privlačnejšo za vlagatelje in spodbudili izplačevanje kadrovskih štipendij. Eden vidnejših članov elitnega poslovnega kluba, Igor Akrapovič, je povedal, da so ukrepi nujni, a tudi če začnejo veljati takoj, bomo iz gospodarske krize prišli šele v 3 do 4 letih. Po poročanju portala 24ur.com je družina iz Maribora za 6.000 evrov kupila mladoletnico v Makedoniji, kjer se je z njo poročil 25-letni Slovenec. V Slovenijo so se vrnili z obljubo o boljšem in varnem življenju. Ko so prišli v Maribor, so dekletu takoj vzeli potni list, ji prepovedali izhode iz stanovanja in stik z drugimi ljudmi ter omejili in nadzorovali njeno komunikacijo s svojo družino iz Makedonije. Petindvajsetletnikova starša sta jo vseskozi nadzorovala, on pa naj bi jo tudi pretepal.
Dekle so imeli za sužnjo, ki je morala za 7-člansko družino opravljati vsa gospodinjska dela, omejevali so ji čas za spanje in počitek, jo pustili brez ogrevanja, zdravstvene oskrbe, na njivi in v vinogradih pa je morala opravljati tudi težka fizična dela. Po 10 mesecih ji je uspelo pobegniti iz stanovanja. Zatekla se je na policijsko postajo v Mariboru. Nato so jo odpeljali v oskrbo društvu Ključ, Centru za boj proti trgovini z ljudmi. Novi zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih bi lahko razumeli tudi kot vladni korenček na palici. Zakon trajanja dopustov ob rojstvu otroka podaljšuje z 12 na 12,5 meseca, a začne veljati le, če in ko Slovenija doseže 2,5-odstotno gospodarsko rast, kar pa se najverjetneje ne bo zgodilo kmalu. Med pogojno sprejete novosti sodi tudi dodatnih 15 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga bo mogoče uporabiti tudi v obliki delne in ne le polne odsotnosti z dela, kot je zakon določal do zdaj. Da bi zajezili delo na črno in izvajalcem občasnih del omogočili pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, bo prihodnje leto začel veljati sistem vrednotnic. Gre za točno določen seznam del, ki se lahko opravlja, gre predvsem za pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri hišnih opravilih, na drugi strani tudi za takšna dela, ki so začasna in občasna, kot je nabiranje gozdnih sadežev, izdelovanje izdelkov domače obrti in podobne zadeve. Pravi, ključno je, da gre za dela, ki so začasna in občasna in ki se opravljajo pri fizičnih osebah. Za posameznika, ki bo opravljal delo pri naročniku en mesec, bo ta naročnik vplačal vavčer, vrednotnico v višini 9 evrov. 7 evrov bo šlo za pokojninsko zavarovanje, 2 evra za zdravstveno. Če bo oseba opravljala delo znotraj enega meseca za različne naročnike, naprimer varuška čuva otroke pri različnih starših, inštruktor inštruira različne otroke, mu bo vsak od teh staršev plačal en vavčer. In ko bo oseba nabrala vrednotnic, znesek vrednotnic v višini 210 evrov, se pravi, ko bo 30 vrednotnic za njo vplačano, mu bo priznan en mesec pokojninske dobe. Osebno dopolnilno delo bo lahko opravljal vsak, brezposelni, upokojenci in zaposleni. Obseg dela bo omejen. V obdobju 6 mesecev lahko preko osebnega dopolnilnega dela zaslužim največ okoli 3000 evrov, 3 povprečne plače. Prihodek iz osebnega dopolnilnega dela lahko vpliva na višino socialnih transferjev, ne znižuje pa denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ali invalidske pokojnine. No, vsak, ki bo želel opravljati osebno dopolnilno delo, se bo prijavil povsem enostavno pri upravni enoti ali agenciji za javnopravne evidence in storitve. Naročnik, se pravi tisti, ki bo želel, da se pri njemu delo izvaja, pa bo šel na spletno stran upravne enote, izpolnil obrazec. V primeru dejavnosti, kot je izdelovanje nakita ali nabiranje gozdnih sadežev, lahko vrednotnico plača tudi izvajalec sam in se tako zavaruje za primer poškodb pri delu in poklicne bolezni. Hkrati se v primeru delovne inšpekcije izogne plačilu kazni za delo na črno. Štiridesetletna Angležinja Joanne Milne se je zaradi redkega Usherjevega sindroma rodila gluha, pri 20 letih pa je začela izgubljati še vid. Odločila se je za operacijo polževega vsadka na obeh ušesih. Po priključitvi vsadkov je povedala, da je najprej začutila 44 elektrod v svojih ušesih.
Nato se ji je zdelo, kot da se nanjo podira strop. Slišala je odmev visokih pet na hodniku. Glas govorne terapevtke se je zdel zelo visok in glasen. Lasten glas, ki ga je slišala prvič v življenju, pa ji je zvenel robotsko. Milnijeva, ki je zaposlena v humanitarni organizaciji, se bo prihodnje mesece učila prepoznavanje zvokov. Od šumenja vode in petja ptic do zvonjenja telefona in hrupa prometa. Kljub gluhoti se nikoli ni naučila znakovnega jezika, saj so starši želeli, da obiskuje običajne šole. Zvok je zaznavala s pomočjo slušnega aparata, ki ga je nosila od svojega 2. leta, predvsem pa je brala z ustnic in se s pomočjo surdopedagoga naučila izgovorjave. V zadnjih letih, ko se je tunelski vid zelo poslabšal, se je začela učiti brajico, po ulicah pa jo vodi pes Matt. Zdaj, ko sliši, se veliko lažje orientira in komunicira. V rubriki Superživila vam predstavljamo beljakovinski prah iz konoplje. Ta prehranski dodatek je zelo cenjen pri športno aktivnih ljudeh, ker pomaga tudi pri hujšanju in oblikovanju mišic ter pospešuje izgorevanje maščob. Proteinski konopljin prah je pridobljen iz oluščenih semen konoplje, bogat z omega-3, omega-6 maščobnimi kislinami, primeren za športnike in starostnike. Uživate ga 2 jedilni žlici v smutijah, omakah, juhah. Tedensko uživanje 3 gramov proteinskega prahu konoplje pomaga pri ohranjanju odličnega delovanja srca, je nepogrešljiv prehranski dodatek za vegetarijance in ljudi z aktivnim življenjem. Vsebuje tudi veliko hranilnih snovi, ki pripomorejo k zmanjševanju poseganja po sladkarijah. Pripravite si napitek iz 1 banane, 1 grenivke, 1 stebelne zelene, 4 listov bazilike, koščka ingverja in 1 žlice proteinskega prahu konoplje. V naslednji rubriki Superživila bomo predstavili šparglje. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost. V našo družbo vas znova vabimo prihodnjo sredo. Do takrat pa lep pozdrav.